Se ti zdi, da v Sloveniji še možno? Imamo 12 jajc. Ali 10? Po moje, da ne, no. Mislim, upam, da ne. Zakaj po tvoje ne? Ja, to se dogaja le toliko cajt nazaj in smo le v 21. stoletju, tako da cajt je, da bi se to enkrat končalo, ne. Žalostno pa je, da je sploh to že enkrat bilo. Ja, ne vem, glede na to, kako to cela Slovenija funkcionira, jaz mislim, da je možno sužnje lastništvo in da se to prav odkrito in prikrito izvaja v Sloveniji. Zdaj, kaj pa vem, v vseh državnih firmah, recimo, v vseh firmah, ki so naperjene na kapitalizem, v vseh velikih firmah, v vseh gospodarskih dejavnostih. Tako, malo pogledajte razmerje plač direktorjev, razmerje plač delavcev, odpuščanje stavke in tako naprej. In to je pač realen prikaz sužnje lastništva v Sloveniji. Ja, pa zato, ker sem to, kaj je prišlo v medije, smo imeli v ponedeljek predavanje na faksu in nam je pač ona že naprej povedala za primer, se pravi, poznam zgodbo in mislim, verjamem tisti, ko nam je to povedala, ne pa medijem, tako da verjamem, da je. Ker je bilo res, da so ga oni pač imeli tam na silo in ne, da so li pa ravnali z njim. Za 4 zidovi se lahko dogaja marsikaj, ne, ampak verjetno je pa zdaj te stvari tudi treba dobro preveriti, preden se koga obtožuje. Ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo Slovenci že toliko samozavestni, pa da smo že toliko razviti, da to več to ni mogoče. Mislim, se nismo neka Afrika, ampak smo neka Evropa, smo Evropska unija, tako da po mojem to več tukaj ni možno. V pravici se mi je zdelo zelo hecno to, zdaj, ko sem slišala na televiziji, ne, da bi skoraj rekla, da ne. Ne vem, ker se mi zdi, da je družba nekako toliko razvita dovolj, da skoraj se ne bi smelo zgoditi.